Vsi skupaj lepo pozdravljeni v imenu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je zdaj v tej rundi resorno ministrstvo pristojno za energijo. Tudi v imenu direktorja, ki je bil napisan na programu, pa danes ni mogel priti na to srečanje. Zdaj, jaz bom predstavil predvsem novosti, ki jih nov energetski zakon, ki je bil ta teden potrjen v državnem zboru, že po vetu državnega sveta, prinaša, glede na dosedanji zakon. Predvidevam, da dosedanji zakon, vsaj v načelih, ne pa na člen natančno, bolj ali manj poznamo, zato bom poudarek dal samo razlikam. Zakon bo predvidoma v torek naslednji teden objavljen v uradnem listu. Zakon je izjemno obsežen, ima 568 členov, pokriva celotno področje energetike. Tlele je naslov poglavij. Moram tukaj biti fair in povedati, da oskrbe s tekočimi gorivi za promet se zakon ne dotika, kljub temu, da sem rekel, da pokriva celotno področje. Regulacija cen naftnih derivatov ostaja tam, kjer je, se pravi na podlagi zakona o kontroli cen, tudi rezerve naftnih derivatov 90-dnevne oziroma 120 niso v tem zakonu. No, načeloma pa ostala področja energetike pa ta zakon zajema. Zdaj, čist na kratko po poglavjih, ob tem, da tam od poglavja 7 naprej ne bom več imel slajdov, ki so splošni členi, ampak dokaj s poudarkom, kot sem že rekel, na tem, kaj je razlika do zdaj. V prvem poglavju splošne določbe seveda navajamo to, kar je potrebno, kar izhaja iz direktiv, katere direktive zakon prenaša. Zakon prenaša 10 direktiv z področja trga z električno energijo, trga z zemeljskim plinom, učinkovite rabe energije in pa spodbujanje obnovljivih virov energije. Direktive so naštete, potem so razni členi, ki govorijo o ciljih zakona, o namenu, za koga sploh zakon zavezuje. Novost je, da ima zakon noter tudi načela. V tem uvodnem poglavju so členi, ki dajo pravno podlago za strokovno usposobljenost izvajalcev energetskih dejavnosti, noter so členi, ki dajo pravno podlago za poročanje, pravna podlaga za tehnične predpise in pa noter so tudi definicije. Zakon je malce nenavaden, ker ima definicije v prvem poglavju za tiste izraze, ki se uporabljajo po celem zakonu, potem ima pa še, bom rekel, sektorske definicije v vsakem poglavju za tisto, kar se uporablja samo v posameznem poglavju in v pripadajočih prehodnih, končnih in kazenskih določbah, seveda. Tako smo se pač odločili, ker če ne bi ta člen z definicijami bil nemogoče dolg. Že sedaj so členi z definicijami dolgi, imajo kaj do 60 definicij in se težko skozi njih prebiti. V prvo poglavje sodi še ta zadnja alineja dol. Energetski zakon ukinja licence za upravljanje energetskih dejavnosti. To je bil en povsem nepotreben akt, ki je izviral iz še veljavnega starega energetskega zakona, o katerem smo se vsi strinjali, da je nepotrebna administrativna ovira in to smo s tem zakonom ukinili. Zakon je po členih sicer daljši, vendar je razne stvari, ki niso več potrebne ali pa ki sploh niso nikoli bile potrebne, pa so bile v zakonu kljub vsemu ukinil. Zdaj, v tem uvodnem poglavju so tudi členi, ki govorijo o strateških dokumentih na področju energetike. Do zdaj smo imeli nacionalni energetski program, to je dokument, ki ga poznamo, bil je sprejet davnega leta 2004, nekateri se še spomnimo, kako je postopek priprave in sprejemanja potekal, pa to zdaj ni bistveno. Tudi debata, ali še velja danes ali ne, ki ima cilje do 2010, tudi ni bistvena. Potem smo pa začeli na ministrstvu pripravljati nov nacionalni energetski program leta 2009, postopki tečejo do danes še ni končan. No in na podlagi teh izkušenj smo videli, da je dokument, ki ima noter vse zmešan, pa ne mislim nič slabega zmešan, ampak ki ima vse noter, primarno energijo, premog, končno energijo, elektriko, elektrarne in tudi druge energetske objekte z velikimi začetnicami, z imeni lokacij, krajev, Krško, Piranski zaliv in še kaj, da tak dokument je praktično nemogoče usklajevati in da je potrebno pač nekako narediti dvonivojske dokumente. In zdaj, po številu strani krajši, po svoji vsebini pa širši dokument po novem zakonu bo energetski koncept Slovenije. To je osnovni razvojni dokument, ki ga bo sprejel z resolucijo Državni zbor.
Ta dokument se bo naredil na podlagi projekcij za 20 let, seveda projekcij ne samo energetskih, ampak temeljijo na gospodarskem razvoju in vsem ostalem, podatki, ki pridejo z Umarja in z drugih virov. Na podlagi tega se naredijo in se v tem hipu izdelujejo zunanji izvajalec to računa, energetske bilance, kako bo potekala oskrba naslednjih in seveda raba in vse ostalo, povezano z energijo, za naslednjih 20 let in pa potem podrobno za 40 let, čeprav že zdaj vemo, da bo noter v dokumentu verjetno letnica 2050. Zakaj 2050? Zakaj je potrebno imeti dokument za tako dolgo obdobje? Zato, ker je na eni strani so dokumenti Evropske unije, pa ne bojo dokumenti ali pa politične odločitve oziroma sklepi sveta, ki segajo do 2050, imamo strategijo, kaj se bo dogajalo z emisijami toplogrednih plinov do 2050. Vemo, da je politični cilj na nivoju Evropske unije sprejet, da bo emisija toplogrednih plinov do 2050 potrebno zmanjšati za 80% in temu dejstvu se pač ne da izogniti. Tudi vemo že, v tem hipu se dogovarjajo cilji za vmesna leta in verjetno bodo cilji približno, tako zdaj kaže, linearni od 2000 do 2050 po 20% vsakih 10 let, tako da tudi že vemo, kaj bo vmes. No, tem dejstvu se ne da izogniti. Drug razlog, zakaj 40 oziroma tudi več kot 40 let, pa je ta, da posamezni objekti, pa ne izključno v elektroenergetskem sistemu, tudi sicer, ne, tudi na primer večji plinovodi ali pa še kaj, ali pa kakšna skladišča, posamezni objekti, energetski, veliki infrastrukturni objekti imajo življenjsko dobo, ki je krepko daljša, bom rekel, od 30 let. Nočem se zdaj opredeljevati, koliko bo podaljšana življenjska doba obstoječe nuklearke ali ne podaljšana, ampak kakorkoli 20 let je obdobje, ki je čist prekratko. V 20 letih, ne, zlasti, ker vemo, da se posamezni objekti, ki jih imamo ali pa ki jih gradimo, da se bojo zaprli tam. Ne. To, če bi zdaj delali mi to do 2030, ne moramo se delati neumnih, ker vemo, da se bo nek objekt 2032 zaprl. Ne. Zato je treba imeti pač neko idejo, saj neko okvirno sliko, ne pa na objekt natančno, kaj bo do 2050. Seveda pa v Sloveniji problem naše majhnosti in s tem, ko se odločimo, na primer, pri vetrnih elektrarnah tak dokument ni na projekt natančen. Tam se lahko reče nek delež električne energije iz vetrnih elektrarn, pa se potem pač spodbuja in upa, da se bo to zgodilo. Če pa rečeš v neki primarni bilanci, da bo leta 2050 takle delež jedrske energije, smo pa s tem že določili lokacijo, ne da bi pisali noter besedo Krško. Ne. Tega se moramo zavedati. Pač v eni veliki državi, ki ima danes 10 jedrskih elektrarn in potencialno še nekaj novih, tam se seveda iz grafa oskrbe s primarne energije za 2050 ne vidi lokacije, v slovenskem primeru se pa nekatere lokacije noter vidijo. To je pač samo kot okvir, saj to niti nič ni slabega. No, ta dokument naj bi se obnovil vsakih 10 let in na podlagi tega bo tudi vlada državnemu zboru poročala. Dokument bo, tega seveda zakon ne določa, si bom drznil reči dolg nekih 15 strani, ne 150, kot jih je imel NEP. Dokument, še enkrat, ne bo imel lokacij, bo pa imel vizijo, kakšna bo oskrba z energijo, o virih govorim, ne o objektih in projektih 2030 in 2050 in seveda tudi, kaj bo v vmesnih letih. In seveda zraven tudi ukrepe, ki bojo podlage za ukrepe, ki bojo potem prišli v zakonodajo, da bomo te cilje nekako dosegli. Zdaj, nižji dokument, ki pa bo po obsegu strani širši, pa bo državni razvojni energetski načrt, narejen na podlagi energetskega koncepta Slovenije. Tega bo sprejela vlada eno leto po sprejemu energetskega koncepta in ta dokument bo pa imel noter lokacije in imena blokov in tako naprej. Zakon tudi določa, da so naložbe te projekti noter v splošnem gospodarskem interesu države. Potem še nižji dokument, pa brez negativnega prizvoka besede nižji, bojo razvojni načrti operaterjev, to so enaki akti, kot so že po veljavnem zakonu, to se nanaša samo na 3 operaterje, oziroma in sicer na prenosno omrežje zemeljskega plina in na prenosno in na distribucijsko omrežje električne energije. Seveda ne moramo v tem kratkem pregledu energetskega zakona preskočiti tudi razvojnih dokumentov na področju rabe in oskrbe z energijo na področju lokalnih skupnosti, to so lokalni energetski koncepti, več kot to, da jih omenim, ne bomo danes o njih govorili,
ključno pa je tukaj, da povemo, v samem postopku sprejemanja vsebini je nekaj malega sprememb. Ključno pa je, da je v prehodnih določbah člen, ki pravi, da so veljavni lokalni energetski koncepti ustrezni tudi po novem zakonu. Zato, ker je nesmiselno zaradi tega, ker se je zdaj zakon sam spremenil, da silimo 220 občin v spremembo lokalnih energetskih konceptov, veliko bolj smiselno, da bojo to spremenili potem, ko se bo kakšna usmeritev politike spremenila, ne pa zaradi zakona samega. Dejstvo je, da nov energetski zakon daje okvir za delovanja oskrbe in rabe energije. Nov energetski zakon ne določa, a bomo imeli premogove elektrarne, bomo imeli plinske, a bomo imeli jedrsko ali ne. Nov energetski zakon pač ureja pravila trga, pravila sistema, pravila omrežja. To, kakšne bojo pa elektrarne, z katerih virov bo pa seveda določeno za začetek v energetskem konceptu in potem naprej. Zato je ta debata, ali najprej zakon, najprej energetski koncept je delno smiselna, delno pa nepotrebna. Zakon dopušča vse. Zakon tak, ki je, ga ni treba spremeniti, če bo jedrska nova ali pa če ne bo. Toliko teh dokumentov, seveda, pardon, napačen gumb pritiskam. Moram pa omeniti tudi v uvodu, je tudi pravna podlaga za akcijske načrte. Akcijski načrt energetske učinkovitosti tako kot do sedaj, za obnovljive vire tako kot do sedaj, v bistvu ni sprememb. In novi akcijski načrt, ki izhaja z direktive energetske učinkovitosti stavb, akcijski načrt za skoraj nič energijske stavbe. Vse stavbe bojo morale biti skoraj nič energijske po letu 2020, vse javne po 2018, to določa direktiva, to prenašamo v zakon. Definicije v zakonu ni, zaradi tega, ker bo pač potrebno to še določiti v podzakonskih aktih. Bom tudi kasneje še nekaj o tej definiciji povedal. Prvo poglavje električna energija. Zdaj, z vidika seveda odnosov mogoče med Elesom pa Sodotom, bom narobe rekel, ker da ne bo kdo mislil, da govorim o Sodu. Tistih sprememb ne bom predstavljal, ker so zanimive samo za dve pravni osebi. Kar se pa tiče odjemalcev, pa zakon prinaša nekaj sprememb. Predvsem je bistveno večja pristojnost Agencije za energijo, kjer se pristojnosti in nadzor širi, skladno tudi z evropskimi direktivami z tega področja. Zakon daje večjo zaščito gospodinjskim odjemalcem, zakon dodatno, zdaj tega ni bilo, daje neke pravice, ki veljajo za gospodinjske odjemalce, tudi malim poslovnim odjemalcem. Analiza trga z elektriko je pokazala, da trg deluje na segmentu velikih poslovnih odjemalcev, da tudi trg na segmentu gospodinjstvu dobro deluje v Sloveniji, da pa mali poslovni odjemalci so pa tam nekako, in zato se pač ta neke pravice na njih širijo. Menjava dobavitelja bo skladno z direktivo možna v 21 dneh, kar je bistveno hitrejše kot do sedaj. Ključno je tudi to, no to spet ne za vse odjemalce, ampak samo za nekatere, da se tisti famozna območja po 73. členu veljavnega energetskega zakona se bojo preoblikovala in bojo možna samo še na dvoriščih tovarniških, ki so priključena na prenosno omrežje, ki nimajo gospodinjskih odjemalcev, s soglasjem Agencije za energijo in sicer za določen čas 10 let. Potem električna energija, čisto na splošno še par stvari, črtana so celotna poglavja, členi, izrazi, ki jih v bistvu ne potrebujemo več, ker so na nek način zastareli, ni več nasedlih investicij v zakonu, ni več tarifnih odjemalcev in tarifnih sistemov, samo definicija še ostala tarifnih odjemalcev, ker direktiva zahteva zaradi nekih zgodovinskih razlogov, medtem ko v členih se ne pojavljajo več. Črtan je še enkrat ta člen 73 o zaokroženih gospodarskih kompleksih. Splošni pogoj in obratovalna novela so združena v en akt operaterja sistema, tako da imamo en akt manj, ker v resnici noben ni vedel, kaj je razlika med tema dvema aktoma. Izboljšan je pač poglavje o neposrednem skladiščevalnem vodu in pa zelo pomembna novost pri električni energiji, jo bom povedal, čeprav velja seveda za vse objekte, zakon ukinja tudi energetsko dovoljenje za vse objekte, razen za elektrarne. Za elektrarne energetsko dovoljenje izrecno zahteva direktiva o odprtju trga za električno energijo. Za vse ostale objekte, da toplovode, za kotle, plinovode in ne vem kaj je bilo zdaj potrebno, je pa ta akt ukinjen, ker je bil samo dejansko ena administrativna ovira, ki ni v postopku umeščanja v prostor pomagal nič, samo še tam je vzel nekaj mesecev do pol leta. Zemeljski plin, identične spremembe kot pri električni energiji, samo da tam ni 41 kW, ta mali poslovni odjemalci, ampak 10.000 kubičnih metrov, vse ostalo tukaj je identično, kot je bilo pri električni energiji. Pri električni energiji pa plinu moram povedati še tole. V zakon smo uvedli izraz
napredni merilni sistemi. O čem govorimo? Pametni števci, inteligentni števci, napredni števci, kakorkoli to že imenujemo, tudi izrazi po direktivah so različni. Po daljši diskusiji smo se odločili za izraz napredni merilni sistemi, ker dejstvo je, da niso pametni, ker so elektronski, so lahko samo bolj ali pa manj napredni in dejstvo je, da se izraz ne nanaša samo na števce, ampak na sisteme. Dokler je ta števc en sam, tam pri enem v gospodinstvu, v predsobi ali pa na hodniku bloka inštaliran, ni v njem še nobene pametnosti oziroma naprednosti. Ta naprednost pride šele takrat, ko je števc povezan preko takih ali drugačnih komunikacij z nekimi centralnimi računalniki in ko informacije letijo v obe strani. Od števca nekam v centralo in v centrale nazaj. Takrat šele nastopi ta naprednost, zato se uporabljen izraz sistemi. Not so tudi členi, s kakšno dinamiko se bo na podlagi ekonomskih ocen, ki jih je že naredila Agencija za energijo, te števci uvajali oziroma sistemi merilni uvajali pri elektriki in pa pri zemeljskem plinu. Pri zemeljskem plinu bo dinamika bolj počasna, ker so pač dražji, pri električni energiji so cenejši in se ne nazadnje že uvajajo, tam bo dinamika hitrejša in celo neki, ja, to je to. Aha, in tudi določeni že v direktivi, da mora do leta 2020 biti najmanj 80% odjemalcev s takimi sistemi oziroma števci opremljenimi. Novost v novem energetskem zakonu, v bistvu, če tako gledamo v deleč na nivoju poglavij, je največja nivost daljinsko ogrevanje. Daljinsko ogrevanje je bilo, ker namreč trg z elektriko je bil že v starem zakonu urejen. Daljinsko ogrevanje pa v starem zakonu imelo tam nekje 2 člena, izbirna lokalna gospodarska javna služba pika, zdaj pa ima celo poglavje. Dejavnost distribucije toplote je urejena sistemsko, kot izbirna lokalna gospodarska javna služba ali pa kot tržna distribucija se lahko upravlja. Zakon določa, da če je več kot 100 gospodinjskih odjemalcev, se mora opravljati kot gospodarska javna služba. Lokalna skupnost določi pogoje in vse ostalo skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. Cena toplote bo regulirana strani Agencije za energijo na podlagi energetskega zakona. Do sedaj je bila cena toplote regulirana na podlagi zakona o kontroli cen kot nesistemska ureditev, zdaj pač to prehaja v energetski zakon in na Agencijo za energijo, čeprav v tem hipu še kolegi na MG-ju pripravljajo uredbo za leto 2014. In pa seveda tudi poročanje. Dejstvo je, da poročanje o tem, kaj se na daljinskem ogrevanju dogaja, je v primerjavi s poročanjem na elektriki v sedanjem hipu relativno šibko. Moram omeniti še skupne kotlovnice po stanovanjskem zakonu, teh se energetski zakon ne dotika, ker so pač v solastništvu lastnikov stanovanj in v to se ne da posegati, razen samega poročanja, ostale določbe se teh ne dotikajo. Zakon nadalje določa, da morajo biti sistemi daljinskega ogrevanja učinkoviti. To izhaja iz direktive energetske učinkovitosti in kaj to pomeni učinkoviti sistemi. Sistemi, ki izpolnjujejo pogoj, da so učinkoviti, imajo vsaj 50% toplote iz obnovljivih virov energije, iz odvečne toplote ali pa lahko imenujemo tudi odpadna toplota, ki jo neka tovarna z nekih tehnoloških procesov nima kam dati, pa je da v sistem, ki gre mimo njihove ograje, vsaj 75% toplote iz soproizvodnje ali pa kombinacijo teh virov. Preverjanje teh obveznosti bo izvajala Agencija za energijo na podlagi poročil in tudi objavljala za preteklo leto, kakšen je posamezni sistem daljinskega ogrevanja. Da ne bi delali tehničnih neumnosti, zakon dopušča, da, če tako določa lokalni energetski koncept, se lahko te pogoje izpolni tudi v več omrežjih, ki niso povezana na območju iste lokalne skupnosti. In pa še ena novost glede na zdaj, vsa goriva za toploto in tudi toplota iz sistemov daljinskega ogrevanja bojo po novem obremenjena z novim prispevkom za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov. Seveda tega prispevka ne bojo plačevali goriva obnovljivi viri, se pravi les, biomasa in pa toplota iz sistemov, ki že izpolnjujejo pogoji iz tega prvega odstavka z tega slajda, tista toplota s tem ne bo obremenjena, una druga pa bo. Moram povedati, da je večina toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji danes izpolnjuje te pogoje. Oziroma tisti, ki je ne, jim tudi veliko ne manjka. Imamo en sistem, ki je izključno na plin brez kogeneracije, ki ga ne bom omenil, pa stvar računanja, kaj je z velenjskim sistemom. Ampak v Ljubljani to izpolnjujemo, v Mariboru mogoče malo manjka, vsi mali sistemi na lesno biomaso so itak 100% OVE, razen vršnih kotlov,
Tako da stvar ni tako, ta zahteva za slovenske sisteme ni tako huda. V nekaterih državah bo imeli pa precej težave te pogoje izpolniti. Energetska učinkovitost stavb, da pride na poglavje učinkoviti rabi in obnovljivih virov. Na področju energetske učinkovitosti stavb, predvsem na nesrečni energetski izkaznici je bilo v zadnjem času zgubljenih veliko besed, objavljenih veliko malo resnic in veliko neumnosti in pol resnic, zato moramo povedati. Energetske izkaznice vse v zvezi z njimi izhajajo iz direktive o energetski učinkovitosti stavb iz leta 2002 in tista direktiva je prenešena v veljavni stari energetski zakon in celoten sistem v tem hipu pred sprejetjem novega energetskega zakona oziroma pred uveljavitvijo funkcionira. Trg je mlad in se razvija, ampak sistem načeloma funkcionira. Nova direktiva, prenovljena direktiva o energetski učinkovitosti stavb z leta 2010 je pa, ker je pač postopek prenovitve, postopek za majhne spremembe direktive, uvedla nekaj sprememb glede na staro direktivo. Te spremembe pa v veliki meri prenašamo v pravni red z energetskim zakonom, tistim prejšnji teden sprejetim, po jutrišnjem objavljenim, in eno alinejo tudi z drugim predpisom. Novosti v zakonu so minimalne zahteve, skratka, da moramo vzpostaviti minimalne zahteve za elemente stavb, to že imamo v pravilniku učinkoviti rabi energije v PURES-u, vendar zdaj nova direktiva uvaja princip stroškovne učinkovitosti. Skratka, ne moramo varčevati, pa ne stane, kakor hoče, ampak moramo varčevati to, kot se splača. To je pa ta princip uvaja. In tudi zaradi tega principa zakon ne more določiti, kaj so skoraj nič energijske stavbe, ker moramo zdaj narediti študije, zračunati, to se že izvaja, zračunati in določiti. Danes je nič energijska stavba oziroma skoraj nič energijska stavba tolikle, ko pa bo cena nafte $300 na sodček, bo pa ta nivo se spremenil. In to moramo vsakih 5 let skladno z določbami direktive preverjati vsaka država članica. Druga novost, ki izhaja iz nove direktive, so minimalne zahteve za tehnične sisteme. To načeloma je že v sedaj veljavnem PURES-u tudi pri nas. Ostale alineje naprej so pa v novem energetskem zakonu. Energetske izkaznice, novi zakon glede na starega celo manjša krog zavezancev. Po veljavnem starem zakonu, danes še veljavnem, mora biti energetska izkaznica predložena v primeru vsakega najema. Tudi tam, ker že nekdo 10 let stanuje kot najemnik. Po novem zakonu smo to šli na minimum z direktive in samo za novi najem, samo za tistega, ki se bo vselil po uveljavitvi zakona, bo mogel dobiti izkaznico na vpogled. Novost je, da so energetske izkaznice v oglasih, jih bo potrebno prikazovati oziroma navajati kazalnike. Znižena je meja za prikaz energetskih izkaznic v javnih stavbah iz 1000 na 500 na začetku, potem kasneje pa na 250 kvadratnih metrov. Uvaja zakon nadzor nad kvaliteto energetskih izkaznic in pa kazni. Vse to, kar sem naštel, je minimum, ki ga zahteva ta nova prenovljena direktiva. Nadalje se sedanji pregled kurilnih naprav širi na pregled ogrevalnih sistemov in pa obvezno za skoraj nič energijske stavbe, kar sem že prej pri akcijskem načrtu omenil. To so vse novosti z tega področja, vse ostalo je bolj ali manj prepisano dobesedno, smiselno pa identično kot v veljavnem zakonu, kar se tiče stavb in vsega v zvezi s stavbami v energetskem zakonu. Naslednje področje, dosedanji veliki zavezanci, prispevek za povečanje učinkovite rabe energije oziroma dodatek se v novem zakonu bistveno spreminja, delno zaradi direktive, v veliki meri zaradi mnenj Računskega sodišča. Tisti prispevek je javno-finančni prihodek in po mnenju Računskega sodišča družbe zasebnega prava, kar so vsi dobavitelji energije, tudi tisti, ki so bili včasih javna podjetja, na primer Energetika Ljubljana, pa ni več javno podjetje, ne glede na lastništvo, tudi tisti, ki so v 100% državni ali občinski lasti, ne smejo s temi sredstvi razpolagati. Direktiva je uvedla nov višji cilj in sicer 1,5% letno. Ta cilj smo skladno z določbami direktive razdelili. Polovico cilja bo moral doseči Ekosklad, polovico pa zavezanci oziroma po starem veliki zavezanci. Kar se tiče Ekosklada, bo sistem identičen kot do sedaj. Vsi odjemalci in porabniki vseh sort energije od bencina naprej do elektrike bomo ta prispevek plačevali. Šel bo na Ekosklad in Ekosklad bo z tega delal razpise tako kot do sedaj. Kar se tiče pa dobaviteljev energije, bo pa stvar bistveno drugačna z vidika njih samih, z vidika uporabnikov pa niti ne.
Drugačnost je v tem, da bojo zdaj mogli ta prihranek energije pri odjemalcih dosegati na lastne stroške, ne pa več iz prispevka. To je bistvena sprememba za njih, ker to ni več državni oziroma paradržavni denar, ampak privatni denar, zato tudi v uredbi in v zakonu ni več določen, kako morajo te ukrepe doseči, ampak samo še, da jih morajo. Tudi posledično ne bo več razpisov v uradnem listu, sploh ni več treba, da so razpisi, lahko bojo pač imeli individualne dogovore z svojimi odjemalci, ker je pač to iz privatnega denarja, ne pa iz javnega. Vse ostalo bo približno podobno kot do sedaj. Uporabili smo tudi izjemo od tega 1,5%, ki jo dopušča direktiva, in sicer, da ni 1,5% v letih od 14 do vključno 20, ampak smo uporabili, bom rekel, električarski izraz mehki zagon in imamo v letih 14 in 15 1%, potem 2 leti 1,25 in šele potem 1,5%. To izjemo direktiva dopušča, da bo stvar lažje izvedljiva, smo jo uporabili in celotno to izjemo bomo dali velikim zavezancom. Ker po drugi strani veliki zavezanci oziroma zavezanci dobavitelji energije morajo nekako štartati s tem, kljub tem izkušnjam, ki že zdaj imajo, na drugi strani Ekosklad pa mora stabilno obratovati že od začetka, tam ni potrebno, da bi tam uporabljali to zmanjšanje, ki ga direktiva dopušča. Kar se tiče javnega sektorja, energetskega knjigovodstva in teh stvari, tudi skladno z direktivo, pa seveda ne samo z direktivo, mislim, skladno je, ampak noter v direktivi je bolj malo določenega, razen imena, pa kaj ne bi to bilo, zakon je majhen bolj podrobno določil. V javnem sektorju uvajamo sistem upravljanja z energijo, vse podrobnosti bodo določene z uredbo. Kaj to je, za razliko od energetskega knjigovodstva, ki je bilo po sedanjem zakonu določeno, pa nismo prišli do pravilnika, ampak to zdaj ni bistveno. Knjigovodstvo je samo spremljanje količine energije, ki jo porabiš, in pa stroškov za to energijo, in to daješ v en fascikel in tam leži, to je knjigovodstvo. Sistem upravljanja je pa majhen širši. Najprej si mora tisti, ki rabi energijo v javnem sektorju, postaviti cilj, določiti ukrepe, kaj bo delal, ni treba, da ta cilj ne vem kakšno nerealno zmanjšanje, lahko je tudi, da ne povečuje porabe. Določiti mora odgovorne osebe in pa z orodjem, ki se mu reče energetsko knjigovodstvo, spremljati, a gre proti cilju, a gre stran od cilja. To podrobnosti bo v uredbi, več o tem ne bi. Energetski pregledi, to spet izhaja iz direktive energetske učinkovitosti. Na eni strani bomo mogli narediti metodologijo za energetske preglede. Za mala in srednja podjetja jih bomo morali spodbujati, to bomo naredili na način, da jih bomo dali kot dovoljene ukrepe v programe zavezancov. Za velika podjetja energetski pregled obvezen, da pa ne bomo delali pregledov zaradi pregledov, pa smo tudi uporabili izjemo, ki jo direktiva dopušča, in sicer, da podjetja velika, ki imajo sisteme upravljanja energije, okolja, razne standarde, ki jih ne bom našteval, ISO-te, ne vem koliko tisoč, ki te vsebine, ki bojo v energetskem pregledu že imajo tam, da so pridobili tiste standarde, in seveda se tisti standardi tudi obnavljajo redno, letno, dvoletno, triletno, različno, da tistim podjetjem ni treba delati še energetskega pregleda. Da ne bo dveh dokumentov z isto vsebino delali. Merila in te odločbe individualne za to izjemo bo Agencija za energijo dajala. Lokalne energetske agencije moramo omeniti še ene akterje na tem polju rabe energije, ki jih do sedaj energetski zakon ni omenjal, to so lokalne energetske agencije, ne moramo se delati, da jih ni, imamo jih, pokrivajo skoraj celo Slovenijo, so zelo aktivne in praktično še zlasti ob tem, da nimamo državne agencije takega tipa, da je nimamo več, moram biti bolj fair, so neobhodno potrebne. Zato smo jih tudi v zakon dali, v zakonu se ne imenujejo agencije, ampak organizacije, lokalne energetske organizacije. Zakaj je temu tako? Zato, ker je izraz agencija rezerviran za javne agencije, kar pa po svoji organizacijski obliki te lokalne energetske agencije niso. Noter je pač napisan, da določene naloge izvajajo v javnem interesu in to je tudi to več od teh, tudi ne bi zdaj govoril. Novost, zelena električna energija. Uporabil sem izraz zelena v narekovaju, čeprav ga neveljavni in novi zakon ne uporablja. Vemo pa, zakaj gre. Za električno energijo iz obnovljivih virov in pa iz učinkovite proizvodnje na fosilna goriva. Načeloma tisti grdi členi iz veljavnega zakona, grdi zaradi imen, ne zaradi vsebine, ki imajo številke 64 pa črke od A do S, zelo nepregledno, so v veliki meri v nov zakon dobesedno prepisani.
je pa nekaj sprememb. Prva grozna, največja sprememba je, da podpore po novem zakonu ne bojo več dobile vse elektrarne, ki bojo zgrajene, dale vloge na Agencijo za energijo in Center za podporo, ampak bo Agencija za energijo pripravljala razpise za prihodnje leto oziroma za prihodnja leta in bo treba pač potencijalnim investitorjem za te elektrarne kandidirati na teh razpisih in šele, ko bojo dobili sklep, potem bojo se odločili za gradnjo in bojo dobili tudi kasneje podporo. Ključna stvar je, razpis bo prilagojen tehnologijam, seveda ne bo sončne elektrarne konkurirale vetrnim, ker pač ima različno ceno, bo po tehnologijah, mogoče tudi po velikosti, tega v tem hipu ne morem reči. Količina razpisanih kilovatnih ur oziroma kilovatov, megavatov, kakorkoli bo razpis že narejen, bo odvisna od denarja, ki bo na razpolago. To v tem hipu ga prav veliko ni na razpolago. Pogoj, da boš pa na razpisu uspešen, bo pa ta, da bodo izbrane tiste elektrarne znotraj posameznega tipa, ki bojo zahtevale čim manj subvencije. S tem se bomo izognili tako. Ta pravila izhajajo iz enih smernic, ki jih je Evropska komisija naredila za spodbujanje obnovljivih virov, ki bo slej ko prej postale tudi obvezne, tako da prav dosti tukaj manevrskega prostora itak nimamo. No, to je zdaj prva stvar. Druga stvar je zmanjšanje moči naprav, ki so upravičene do podpore. In sicer iz sedajnih 125 OVE, kar je veljalo za OVE, se je ta meja znižala na 10 MW, za veter iz 125 na 50, za soproizvodnjo iz sedajnih 200 na 20 MW. Te moči so drastične, te zmanjšane moči so drastična. Naprimer, vam padajo vse prehodne določbe, ki še nekako noč spravijo v naslednjih 2 letih. Iz teh mej vam padajo naprimer investicije, ki se v tem hipu v različnih fazah odvijajo, nekaj vetrnih pol in pa tudi nova kogeneracija v termotoplarni v Tetolu, v bivšem Tetolu, ker zdaj so samo še podružnica energetike. No, ampak skratka, njihova kogeneracija seveda tudi krepko presega teh 20 MW, zato imajo zdaj, mislim, da 2 leti prehodno obdobje, da lahko pridejo še brez razpisa noter. Ker sem že omenil mečkaj nazaj, da sredstvo v tem hipu prav veliko ni, da je električna energija s tem prispevkom za spodbujanje zelene elektrike že zdaj zelo obremenjena, se prispevek širi na vso energijo, na vsa goriva in dodatni vir podnebni sklad, ki pa verjetno ne bo imel namenskih sredstev za ta namen, ampak zakon to dopušča. To se širi na vsa goriva tudi zato, ker je dejstvo, da imamo cilje na področju obnovljivih virov na nivoju države, cilj je 25%, tehnološko v tem hipu pa teh 25% lahko naredimo in tudi jih naredimo na področju elektrike, na toplote, medtem ko v prometu jih pa ne moremo. Še dodatno dejstvo je z obstoječimi tehnologijami. Biogoriv druge generacije, ki bi delale biogoriva iz nekih lesno-celuloznih materialov ali pa odpadkov, v tem hipu tehnologije niso razvite oziroma niso tržno dostopne. Biogoriva danes delamo skoraj izključno iz surovin za hrano. V postopku sprejemanja tudi direktiva, ki bo te surovine za hrano, za biogoriva omejila verjetno na 7%. Skupni cilj Slovenije je pa itak 25%. Se pravi, mora ta delež iz prometa manjkajoči, ta delež iz prometa je treba doseči na drugih segmentih, na toploti in na elektriki, zato tudi ni razloga, da ne bi goriv za promet obremenili s tem, kar bomo mogli dosegati v elektriki. Obvezni delež biogoriv, nobenih vsebinskih sprememb glede na sedaj, sprememba je zgolj tehnikalija, ki se uporabnikov ne tiče, da ta uredba po novem ne bo izdana na podlagi zakona o varstvu okolja, ampak na podlagi energetskega zakona. Pa še ena drobna določba na koncu, da mora biti gorivo na točilnih mestih, ki je več kot 10% biogoriva premešanega, označeno, in če to misel obrnemo okrog, za do 10% mešanice seveda ni potrebno, da je označeno. Že danes vsi tankamo ali bencin ali dizel, ki ima med 3 pa 6 v lanskem letu odstotkov premešanega biodizla ali alkohola, pa tega ne vemo. To je to, zdaj ostalih poglavij, niti infrastrukture, niti inšpekcijskega nadzora se ne bi dotikal, ker mislim, da za tak kratek pregled, zdaj sem verjetno krepko presegel svoj čas. To je tole, hvala za enkrat.